Sva Maja in Uršula in to je bonus epizoda. Gostja je mama. 6-krat mama. In to še pred 30. rojstnim dnevom. Ja, mene zanima toliko stvari. Kako se spravijo v avto, kako zaspijo, kaj se zgodi, ga izoliraš, ko prvi otrok zboli. Koliko jih stane družinska kino vstopnica? Kako mama spakira malico za živalski vrt? Ali kdaj pozabi, kdaj je rojen kateri otrok? Začnimo. Vesna, si pripravljena? Ja, seveda. Šala za starše. Vesna in 2 otroka, ki ju že slišite tudi v ozadju današnjega pogovora. Dober dan. Dober dan. Prišla si z 2, imaš jih 6. Povej več o sebi, o svoji družini. Ok, kakor ste že rekli, 30 let. Pri 29 sem rodila 6. otroka. Prvega otroka pri 23 oziroma en mesec pred mojim 23. rojstnim dnevom. Poleg mamice sem tudi podjetnica, ampak več sem gospodinja, ker kadarkoli se spravim nazaj v svoje podjetje, sem že noseča, tako da ja, lahko rečem trenutno gospodinja, tako. Trenutno gospodinja, snemamo ob 11. uri dopoldne. Kakšno jutro je za vami? Poudarjaš, da je pomembna rutina. Kako za vrtec, šolo, dan pripraviš 6 otrok? Kdaj si na vrsti ti? Ja, zjutraj gremo tako kot po tekočem traku v bistvu. Nekako jih zbujam vse po vrsti. Dan pred obvezno pripravim za oblečk, ker če to nimam pripravljeno, se mi za pol ure vse zamakne. Tako da, če vem, bo tudi Anastasi kaj povedal, če vem, da imam obveznosti ta dan, se pravi, da ko jih pustim v vrtcu, šoli, grem naprej, se jaz budim sigurno 30 minut prej, da sebe zrihtam, da pripravim torbo za njega, ker on kamorkoli gre z mano, ker še ni v vrtcu. Se pravi, imam pripravljene obleke in jih zbujam po vrsti, od najstarejšega do najmlajšega, dobesedno. Prvi 4 se že sami pripravijo, oblečajo, se pravi, ostane mi Sofija, ki je stara 2 leti, in pa seveda Anastasi popije flaško svojo mlekca, spije in na to se oblečemo in gremo v avto. Sta si s partnerjem od nekdaj želela veliko družino? A si pri 23 konkretno, ko si dobila prvega, predstavljala, da jih bo pa do 30. Ne, nikoli. Jaz sem si od nekdaj želela postati mlada mamica. To sem imela nekje v ozadju, vedno sem si želela imeti družino, poroka, te neke sanje vsake punčke, tako bom rekla. In vedno sem mislila, da bom imela 2 otroka ali pa 3. Imam brata starejšega 10 let. In mi, da sem imela to krasen odnos, da sem si nekako tudi sama predstavljala, da bi pa imela 2 otroka z 10-letno razliko, eventualno še 3, ker sem si sama želela sestrico, ampak meni se zdi, da mi bo prej uspel imeti 10 otrok v 10 letih, kakor pa obratno, tako da ne, dejansko je to bilo popolnoma spontano. Vsi so bili nenačrtovani. V bistvu midva ne načrtujeva otrok. Tako bom rekla, nekako misliva oba, da otrok ti je dan. Ti si ga lahko želiš, delaš na otroku, načrtovati ga je pa težko, ker noben ne ve, kdaj bo prišlo. Do zanositve. Nekateri se nažalost trudijo leta in leta, nekaterim se pa zgodi tako, kot se je nama. Dejansko so bili vsi željeni, ampak sva si pa predstavljala malo večjo razliko med njima, Tako, ampak so bile moje zanositve so bile, ker malo smešne. Zakaj smešne? Ja, lahko rečem, da nam je tudi zaščita pustila na cedilu, evo. Ampak je bilo že namenjeno, tako da. Nosečnosti težavne ali enostavne, ker težko si predstavljati, če imaš neko naporno nosečnost, Tako. Da pa mogoče malo več tvegaš, pa te zaščita celo lahko pusti na cedilu, pa potem še en. Ne, mislim, zaščita je bila definitivno iz razloga, da se naredi malo večja pauza, ampak nosečnosti so meni osebno bile nekako najlepše moje obdobje. Ful sem uživala s tistim trebuhom, vsi so mi dajali za jesti, da si lačna, da počivi, vsi so me šparali, tako da jaz sem res uživala v nosečnosti. Ampak razlika, prva nosečnost si sama, nimaš nikogar, za katerega moraš skrbeti, potem pa si noseča s 5 otrokom, pa so 4, ki te čakajo doma. Kakšne so bile razlike? Vseeno so bile najbrž, ne? Ja, v bistvu
Fizično mene nosečnost nobena ni ovirala, da zdaj kakšnih stvari ne bi mogla narediti. Sigurno so bile recimo proti koncu bolečine v križu, v kolkih intenzivnejše, prej se je vse začelo, mogoče nekako zgaga se je tudi stopnjevala pri vsaki nosečnosti. Ampak to so nekake te stvari, ki jih sprejmeš, ki so del nosečnosti in jaz sem se vedno fokusirala na tiste lepe stvari, na te brce. Meni se recimo moj partner vedno smeju, vsakič, ko je otrok brcel, že v 6. nosečnosti, le, kako brca, pa on meni, Vesna, si nisi prvič noseča, ne, jaz sem pa imela tako navdušenje, kot da je prvič. Tako da, ne vem, nekako mi je bilo vse to normalno, nisem si vzemala nekih kot težavnost, vem, da so otroci odvisni od mene in vse se to nekako povrne s to ljubeznijo, ki mi jo daje in zahvalnostjo, ki jih čutim iz njihove strani, tako da tudi partner, definitivno partner tukaj veliko vlogo igra, da mi pomaga pač dejansko pri vsemu, si ne deliva nobenih gospodinskih del, ampak pač oba delava vse. No, tako. Vesna, pred začetkom pogovora si omenila, da je z enim, ko so se z Majo pritoževali, da je z enim naporno, da je z enim najtežje. Ja. Mislim, da si prva mama, ki je gostiva, ali pa prvi starš, ki je rekel, da je z enim težje kot z dvema, 3, 4, 5, 6. Vsi ti rečejo, počakaj, da boš imela 2, potem je šele težko, ne? Prva. Ja, ne, z enim je najtežje, z 2 je tudi kar pestro, s 3 je pa lahko. Pač, od 3. naprej je meni bilo pač vedno lažje, ker si otroci, več otrok je, več se med sabo zamotijo. En se obesi na starše, če nima družbe, pač si ti njegova animacija konstantno in ti kot starš si tudi preveč obremenjen s tem enim otrokom. Res ga nadzoruješ, tudi če nočeš avtomatsko, pač to smo mamice. Točno to, to smo mamice. Mamice je vedno tukaj, da hoče zaščititi svojega otroka iz vseh strani. Potem sta 2. In si pri drugem otroku že malo bolj v izi, vse vzamo, če lahko kar po domače povem, no. Si bolj sproščen, si bolj suveren kot mami, kot starš, si bolj suveren in oči in mami. In nekako tudi vidiš, da to je točno to, pač prvi otrok pade in vsi skačejo. Ko je drugi otrok, en od starš skoči, tretji otrok pa sam še pogleda, šok in ni krvi, nič ne teče, pač vse je v redu, a ne. Malo se kruto, tako, malo se kruto sliš, ampak ne, dejansko vidiš, da ni potrebe po tolkem obremenjevanju, tako bom rekla. Se pravi, se skrbi premo sorazmerno zmanjšujejo, ko imaš več otrok. Tako je. Mislim, ti normalno skrbiš za vsakega otroka, če je prehlajen, če to skrbiš enako vse, ampak vidiš, da ni potrebe po tolki paniki za vsak nek padec, za vsakič, ko vidiš, da otrok nekam hoče splezati, se pravi, razvija svojo motoriko, skače po sedežni, ne vem, pač ga pustiš, ne. Pač, ok, deli, uživi, ne, ker premalim zaupamo včasih, so zelo, zelo sposobni. Jaz sem se kot otrok plezala, sem na najvišje drevo, sem splezala gor in mi to ni bilo pač in nikogar ni bilo spodaj, ne? Točno mama je bila v kuhinji, ti si pač plezala, ne, drugače je bilo. Tako, jaz daleko vidim, jaz se tresem, pa boh ne da bi tudi jaz probala to, mislim, kaj smo mi delali kot otroci, mi smo imeli, se mi zdi, veliko več svobode in tudi oni se mi zdi, da zdaj, ko jih je več doma, imajo veliko več svobode, da odkrivajo, kaj zmorejo, kako zmorejo, tako bom rekla. Skrbijo že drug za drugega, torej starejši poskrbijo za mlajše? Ja, pa brez, da bi jih jaz to učila, ampak to pride avtomatsko samo od sebe. In mi je ful zanimivo, kam gremo, ker je več otrok, ker so tudi mlajši otroci. Naprimer, Julijana je taka, res je taka mamica. Julijana je z nami tukaj. Ja, tako. Ona je res taka mala mamica, že v vrtcu je bila mala mamica in skrbela za vse otroke, tam vzgojiteljcem je to bilo fascinantno. In jaz potom, da povem lih eno anekdoto, ko sem Sofijo rodila, ona je novembrček, je bilo lih to obdobje prehladov in ponavadi vedno po porodu pustim otroke doma, zaradi tega, da ne prinesejo kakšne viroze iz vrtca. No, takrat so bili še vsi v vrtcu in 4 mesece so bili doma, se pravi do marca. In smo se malo pogovarjali o vrtcu in ko jih vprašamo, pogrešate kaj svoje prijatelje in so si, ja, edino Julijana je rekla, joj, mami, jaz tako pogrešam svoje otroke. Ja, tako da in
In mi je ful simpatično, kjerkoli so otroci, oni takoj šibajo, da primejo, da pomagajo, da se igrajo. Res so taki, res ogromno neke empatije in skrbi imajo že vsebno. Se to verjetno pride tudi s tem, ja. Ko vas je več, ko jih je več tudi doma. Ampak Vesna, svoje otroke tudi objavljaš z imeni in obrazi na družbenih omrežjih. Veliko mam se v zadnjem času odloča, da jih umaknejo oziroma jih posnamejo samo od zadaj, ne več obrazov. Simbolično, ja. Čeprav so jih sprva tudi same objavljale. Razmišljaš kdaj v tej smeri, da bi tudi sama malce obrnila? Ja, zadnje čase imam vedno več to v glavi. Še posebej, ko je pred kratkim tale en story dost krožil. Kampanja. Jaz mislim, da misliš kampanjo. Mami, je lahko ta slika samo zame? Ne, kampanja, ampak da je ena, ki dela v zdravstvu, je objavila, kako je pač nek pedofil rekel, da pač, ko mi čaka, da prijatelji objavijo fotografije svojih otrok, ker pač to mu je njemu wow. In takrat sem se prvič resno zamislila, tako. In me je kar zadelno, tako da se jih, kar se tiče, se stori še kakšno objavim in zdaj tak se božiče fotografije, ampak splošno, če pogledam za nazaj, zadnjih par mesecev sem jih veliko manj objavljala. No. Je pa vseeno to povezano tudi s tvojo službo, s prisotnostjo na omrežjih. Seveda. Ampak vseeno, čeprav razumeva, slovenski sistem si plačana tudi zato, da si mama. Ko imaš več kot 4 otroke, dobivaš državno nadomestilo ali kako? Ne, tega ni. To sem tudi videla na enem podcastu, da je bilo govora o tem, da če imaš 6 otrok, da greš avtomatsko v penzijo. Ne, to ni res. Dobivaš plačo. Nisem v penziji, ni plača. Je včasih to bilo. Gospodinja s 4 otroki je imela, mislim, da v nekem minimalno plačo, 5 ali več. Mislim, da je takrat bilo 1200 bruto. Bruto, tako, se pravi, se je spet prideš na konc skoraj na minimalca, ampak ne, tega ni več. Jaz bi lahko izbrala, da sem gospodinja, ampak da imam plačane prispevke do minimalne plače, to pa je to, pač dohodka nimam nikakršnega in lih zdaj, po novem letu se bom malo zgnala, ker na porodniški sem do aprila. Imam pa željo iti nazaj v svoj SP. Informacij sem dobila ogromno, se pravi, ker ima 6 otrok, sigurno ne rabiš plačevati prispevkov. Zdaj ne vem, ali je to res ali ne. Sigurno služba je potrebna pri tolikih otrocih. Jaz bi bila najrajš gospodinja, če bi lahko, ker dela doma je več kot dovolj, ampak je bo treba po mojih krzovih otrokave pa delati. No, tako. Bo šla v službo, se pravi z aprilom, če ne boš spet zanosila. Tako. Ne, mislim, definitivno bom šla tudi med nosečnostjo, sem delala res v svoji službi, pač uživam. Kaj počneš? Urisujem obrvi, tako mikroblednik, permanentni make-up, to je res moja strast, ko bom rekla, in res tudi med nosečnostjo sem vsakič delala do konca in to mi je tak umik, da se res lahko sprostim, da možgane na off in ustvarjam, ker pač to mi je res užitek, no, tako da se bom z veseljem vrnila v službo tako. Vesna, pa obstajajo kakšne ugodnosti v narekovajih za večje družine, ne vem, pridete, ne vem, nekam. Pri nakupu avtomobila, pri družinskih vstopnicah, družinski megapici. Ne vem. Zaradi tega, ker nama dvema se tudi, če so kakšne ugodnosti, jaz sem preko Instagrama od mojih sledilk zvedla, da bi mi lahko plačali polovično cestnino pri registraciji avtomobila, ampak da ta avtomobil mora biti družinski. Nimava tega. Zvedla sem, da lahko dobimo 50% nazaj pri nakupu vinjete in to sva letos dala naprej vlogo, ne, da se res to, kar res imam kombi, se pravi dobrih 200 evrov je vinjeta in se pravi v tem primeru bi nam povrnili 100 evrov. Dobili smo zavrnjeno. Ne vem. Se mi zdi, da so take stvari čisto preveč zakomplicirane v naši državi. In iskreno meni se ne da, oziroma nama dvema zdaj toliko o teh papirjih, pa sem pa kje, pa sprašuj tam, ker konkretnega odgovora ne dobiš. Dejansko je treba prositi.
niso pa pač na tem nivoju, oziroma se nama ne da zgubljati energije za te stvari. Čeprav žalostno, no, se mi zdi, da bi tudi veliko več ljudi imelo več otrok, če bi bile družine malo bolj podprte. Tako bom rekla. Gremo konkretno na hitre izračune, ocene finančne. Pomaga nam razumeti, Vesna, z finančnega vidika, koliko vas stane, na primer, en tedenski nakup hrane. A greste v tedenski nakup? Verjetno si ne morete privoščiti, da bi vsak dan malo kupovali, zmanjkalo kruha. Kakor kdaj. Včasih naredimo nakup res na zalogo. To ponavadi to je zadolžen partner. Na zadnje, ko je šel z 2 polnima vozičkoma, se pravi 2 nakupa velika je opravil in mislim, da je takrat zapravil nekih 400 €, ampak smo za veliko stvari imeli mir, tako recimo za cel mesec. Ne. Naprimer, se pravi, WC papir, kakšni ti kosmiči, nekaj tako, kar lahko stoji, no, se pravi. Testenine, riž. Tako, to smo res imeli mir, je pa še vedno bilo sproti treba kupovati sadje, zelenjavo, jogurte, take stvari pač, ki jim poteče hitro rok oziroma ki ne morejo stati. Ja, se pravi mesečno, koliko vas pride recimo nakup hrane? Ja, jaz mislim, da sigurno kakšno 800 €. To, kar je trgovina, s tem, da recimo mleko vzemamo pri sosedih, ki imajo kmetijo, tako da imamo domače mleko, no evo pa jajca tudi veliko krat vzamemo domača. Koliko nas mleko pride na mesec, to je tudi čisto odvisno, ko včasih vzamemo. Potrošnje, ne? Tako, včasih bomo vzeli 3 na teden, včasih bom že mlečni riž, ko kuham 2 litre mleka, pač 1, 2, 3 gre, ne. Včasih pa pač sploh ne pijejo mleka in kar stoji, ne. Tako da res je odvisno, ker se mi zdi, da se tudi otroci, ne vem, obožuje eno hrano ta teden, naslednji teden je pa nočejo niti pogledati. Ne. Tako da se prilagajamo sproti in večkrat se zgodi, da gremo vsak drug dan v trgovino, kakor pa enkrat na teden oziroma enkrat na mesec. Ker se tudi se mi zdi, da imam še toliko teh nosečniških hormonov v sebi, da imam kar tiste lušte še vedno. Pa je treba hitro kupiti. Kaj pa oblačila, kaj pa recimo zimski čevlji, potujejo od enega do drugega, ko jih starejši prerastejo? Ja, tisto, kar ostane ohranjeno, seveda čuvamo, ampak to je že toliko stvari, da sem lih za letos iskala škornje in jih nisem našla in sem šla kupiti nove. Tako da, ja, mislim... Že skladiščenje, ne? Ja, že čist preveč. Na srečo se da kar dost poceni dobiti danes te obleke za vrtec, obutev za vrtec. Nekako jaz vidim, da dam manj denarja za te stvari, pa naj se valja po blatu, naj se zmoči, naj uniči. Pač ni mi škoda vršt, kakor pa da pazim na vsak njegov korak, ne. Tako. Potem tudi otrok ne postane samostojen, če si vse skozi, ne, ob njem pa mu rečeš, pazi, pa ne si umazati hlač, otroka moraš pustiti, ne, da se igra. Stroški vrtca, šole, obšolskih dejavnosti. Prej si omenjala deklico, ki je z nami, da ima veliko obšolskih dejavnosti, to se stane, pa tudi časovno ne je potratno za starša, ki je seveda tisti koordinator. Ja. No, zdaj le ima samo ona, za zdaj ima malo več vsega. Viktor je drugi šolski otrok, se pravi 2 šolarja imam, ne. Ampak ona je nekako že lani začela z gimnastiko. Ta nas prije 20 € na mesec, kar pač je v redu in ima tudi 2-krat na teden in ima takoj po pouku, ne. Potem tudi na glasbeno šolo hodi smer violino, no, tako da trenutno si violino še izposojamo, ker vseeno ona raste in vedno večjo violino bo potrebovala in mislim, da nas izposoja pride 20 ali 30 € na mesec, ampak nekako nas pride položnica za glasbeno šolo 80 € na mesec. Tako s tem, da 3-krat na 3 mesece pride pač še malo večja položnica, ker je nekaj še dodatnega plačila, ne vem. Kot sem rekla, Kako slediš sploh vsem tem položnicam? Ja. Je to neko manjše podjetje, družina, ki potrebuje računovodstvo? Ne, mislim, to se moram zahvaliti partnerju, ker on ima položnice čez. On je tak organizirana oseba, jaz se obrnem, jaz pozabam, kaj je treba, kako je treba, tako da v položnice ima res on čez vse stroške hiše in iskreno jaz nimam pojma, koliko nas pride elektrika, voda, v test, res ne vem. Jaz skrbim za to, da so oblečeni, obuti, da imamo za jesti doma, tako se si to razdelila. Zelo dobro, si porazdelila, ja. Tako. Dobro, to je finančni vidik, ki smo ga zdaj omenili. Gremo pa k logistiki in družinskemu življenju.
ne predstavljam si, kako se je zjutraj urediti 8 ljudi, 6 otrok, 2 starša, 2 dekleti, 4 fantje, pa še vidva. Kako se dogovorite, kako se postavite v vrsto za vkopalnico? Ja, v bistvu, kot sem rekla, partner dela dost zgodaj, mislim, on gre že ob 5:30 zjutraj doma, no, tako da smo mi sami in, kot sem rekla, jaz se prva zbudim, se uredim, na to pa otroci en pa po en. Ko pa pride vikend, dejansko nimamo neke zdaj rutine tukaj, da bi rekli, med vikendom se res sprostimo in pač nekateri se zbudijo ob 7:30 zjutraj, nekateri spijo do 11, pač čisto različno. Tako da, če se že zbudimo vsi na kup, pač da smo nekako skupaj zbujeni, skupaj pojemo vedno zajtrk, pripravimo ga, ko pa gre tako en pa po en in tako, ko je vstal 7:30, bolačen že ob 9, ne, si sami naredijo za jesti, to že znajo. Ja, te pač, če hoče kakšen mlečni zajtrk, si to vse sami znajo pripraviti. Ali se boš pocartal pri mami? Ampak je 20 minut se že pogovarjamo, pa se je šele zdaj zajokal. Ja, pa še to ne bi, če se ne bi malo pokotalil. Ja. Ko govoriš o tem, da kdaj tudi skupaj pojeste, imate sicer kak res skupni dnevni obrok tudi med tednom, je to, ne vem, večerja, ko vas je 8 pri mizi in kakšna je ta dinamika? Verjetno ti nisi pri mizi, ne? Si tista, ki skače, a ne? Sem vedno, še karkoli pač jemo, vedno jim rečem naj počakajo. Vse se pripravi, miza se pripravi, pomagajo mi, vedno jim rečem pripravite krožnike, pripravite pribor in nekako vsi skupaj se potem usedemo za mizo. Je res, da sigurno večkrat ostanem, ker en se spomne, da bi malo pil, en se spomne, da bi še ne, pa poje pač. Otroci vseeno nimajo toliko potrpljenja, da zdaj lahko počaka in seveda sredo obroka pač bom ostala, pa mu še dala noter v krožnik, ne, tako da. Ampak ja, imamo kar disciplino, kar se tega tiče. Tudi, na primer, palačinke, ko pečem, palačinkam res ni konca. In vedno jim rečem, počakajte, da bo vse pečeno, da bojo vse namazane, gremo vsi za mizo in potem vsi skupijemo. In počakajo. Ja, ker tako, kaj jejo sproti, imam jaz občutek, da jaz nič nisem naredila, ker vedno samo ena palačinka na krožniku in tudi oni se ne najejo to, kakor bi se najedali, ko bi od enkrat jedli. No, in ni to lepše, ko se vsi usedemo in ko vsi skupaj pojemo. Zdi se mi, da imajo vsi otroci zelo radi palačinke, ampak kaj pa se zgodi, če se recimo en otrok upira, noče sedeti, noče jesti, a mu drugi sledijo, kako se dogovorite, kako poveš, da je to pa treba pojesti ali zamenjaš hrano, kaj se dogaja v tem primeru? Ne, v bistvu, če ne želi, pač vzamem krožnik in to je to. Če mu bojo drugi sledili, ampak pač pojedali ne bojo. Jaz pravim, da če enega obroka ne poje, ne bo konc sveta, se bo pa naučil lekcijo. Kaj pa, če potegnejo skupaj in se zgodi en tak punt upor, a se je že? Ne, to pa ne. Zaradi tega, ker že ta prva dva sta res ful pridna, disciplinirana, tako nekako sta vedno bila bolj zrela, tako bom rekla, in ona dva sta njim ostali vzor. Jaz pravim nekako Nikolaj in Sergej, ona da sta 3. po 4., ona da sta najbolj trmasta in imata tudi najmanj miru, ampak Sergej je na srečo tak jedec, da on je vedno prvi za mizo, no? Kar se tega tiče, nimam težav. Velikokrat Nikolaj gre stran, ampak zna iskati, ko je lačan in si zna kar vzeti, ne? Tist pol svoj krožnik vidi, lega na kuhinji in se vzame in se da za mizo in pojeno. Tako da Se da. Vesna, pogosto omenjamo v zadnjem času to našo obsedenost tudi s digitalnimi omrežji, z zasloni, koliko tega je priporočljivo tudi dati otrokom in od katerega leta dalje. Imate kakšen družinski protokol pri uvajanju teh digitalnih naprav? Pri nas ni nič drugega kot televizija, tablic nimamo, smo 2 kupili pred leti in sta obe šle v pol leta, ekran je šel, pač se zgodi. Tako da dejansko, kar pogledamo na Netflixu, kakšno risanko, film,
pri nas je televizija vedno prižgana, ampak to so večinoma pismice, tisto, kar pride na vrsto, ampak noben nima toliko fokusa na televizijo. So pa začeli vedno bolj in vzemajo delinc in najdejo neki in pogledam in meni to ni všeč in jim takoj pač vzamem, ker ne vem, zakaj otroci vedno toliko radi kakšno negativno stvar pogledajo, kakšno tako malo strašljivko, nekaj bolj groznega in vem, da potem sanjajo po noči in pridejo po noči jokati in to. Tako da to sem res omejila in dejansko imamo zdajle pravilo, da med tednom sploh ni nič, med vikendom pa se lahko izberajo film, risanko na Netflixu, vsak dan eno in to je to. Uspavanje, kako? Si s partnerjem delite otroke, a sami poskrbijo že ta večji? Stoširajo se, umijajo zobke vsako svojo posteljo in spat. Kdaj? V kateri uri? Niso žejni, lačni, zebe jim je toplo. Jaz vedno pol ure pred tem časom, jaz nekako vedno stremim k temu, da so najkasneje do 7:30 v postelji, ker zjutraj, to so toliko zaspani otroci, oni, če nimajo dovolj spanca, so vsi toliko tečni. In bolani. Ja, grozen. Tako da že, če grejo ob 7 spat, bi bilo idealno, sam spraviti jih vse. Zdaj ob zimskem času je lažje, poletje malo težje. Lahko pošljem svojega otroka na uvajanje k vam. Mislim, to pa potegne to, kar jih je veliko. In ponavljajo en za drugim. In dejansko kot v vrtcu, ko uspavajo, da enkrat 15 otrok je tako tudi zdaj pri meni doma, pač 3 grejo spat, ostali 3 bojo sledilne. Jaz dejansko uspavam samo najmlajšega. Ostalo pa se pravim, kakor sem rekla, umijejo zobke in gre vsako svojo posteljo in rečemo lahko noč in to je to. Predtem pa pol ure preden je do to, rečem, kdor je lačen, naj je zdajle je večerja, kdor si želi isto, to je res ful na hiter, ker oni pridejo domov ob 6:30, pridejo lačni, pojejo, ob 6:30 je pa že večerja, ne? In to je tiste 2 urica pa pol je zelo, zelo mehno obdobje, tako da dejansko gledam zdajle, da res se urank najejo, ko pridejo domov iz vrtca, pa še neko lahko večerico, no. Če je lačen, če ni lačen, pač v posteljo in to je to. Torej, Vesna, ob 20 uri sta s partnerjem načeloma, če ni nihče bolan, če nima nihče težav, prosta, otroci spijo, preštete jih imaš v mislih, veš, kateri so bili. Kako so po sobah? Fantje so skupaj, 3 fantje so skupaj, punci sta skupaj, Anastasija pa še z nami v spalnici in nekako se mi zdi to prav, da so skupaj, kolikor se le da, še posebej, ko bo enkrat, ko bo tista pubertetniška leta in to, ko se zapirajo vase, jaz mislim, da je prav, da imajo en drugega, da si vsaj med sabo povejo tiste skrivnosti, ki jih mi starši ne smemo slišati. Se mi zdi, da bojo veliko lepše odraščali, imeli veliko lepše otroštvo, če bojo kot najstniki skupaj. Jaz, ko pogledam, jaz sem se pravim 10 let, tako, jaz imam 10 let starejšega brata in tako sem v bistvu odraščala kot edinka, lahko rečem. Moj brat pa ima 1 leto mlajšega brata in sta tudi imela skupaj sobo in mi je ful lepo, kako sta še danes povezana, da se za vsako stvar en drugega kličeta, kaj misliš, a bi to, ne. To mi je res ful lepo in nekaj tazga si želim tudi za svoje otroke. Zelo lepo. Vesna, ampak zanima me vseeno ta vidik. Sta za vse sama? Vidva, a vama kdo kdaj kje pomaga? Vama kdaj vzamejo otroke? Preče, daj pejta vidva. Daj mi 2, ostale pa mej. Ne, dejansko sva za vse sama. Sama sem se odločila, da bom imela toliko otrok, zato niso krivi najni starši in tudi ne rabijo biti dežurne varuške. Tako. Tako da oni, starši spravim, da so za crkljanje. Mi edino mami, recimo v dopoldanskem času, probam urediti stvari, ki jih imam, se pravi, še posebej, odkar sem toliko aktivna na Instagramu, je pač se vedno nekaj dogaja. Tudi končno sem prišla tudi sama na vrsto, da se vrnem nazaj v šport, da treniram, da poskrbim zase, ne. Ampak, kakor sem rekla, rada to naredim dopoldan, da potem popoldan, ko smo doma, da smo vsi skupaj in takrat mi moja mami malo priskoči na pomoč in počuva najmlajšega. Je pa to glih ura, recimo, da on spi, tako da se on lepo pri njej naspi, jaz pa upravim svoje stvari, no, tako. In je tudi mami po eni strani vesela, ker to je v bistvu edini fantek, se pravi 4. fantek, ki se pusti počuvati. Ostali se niso odlepali od mene. Vesna, te kdaj prešine, praviš, zdaj imaš že nekaj časa zase, da kaj zamujaš ali da si kaj zamudila
ali da imajo druge 30-letnice druge skrbi, drugačno življenje, druge socialne stike? Ne, meni se zdi, da čisto nič ne zamuja. Meni se zdi, da vse, kar mi je dano, da je z razlogom in si ne predstavljam življenje drugače kot takšno, kot je. Se mi zdi, da tisti ljudje, ki so ostali ob meni, da so še vedno, ne glede na to, koliko imam otrok, pa nekako sem se čez leta naučila, da vseeno je družina tista, ki ti je vedno ob strani in ki je najboljši prijatelj za vse. Tako da res ne mislim, da karkoli zamujam, v bistvu obratno, se mi zdi, da sem toliko več doživela in ljubezni in vsega, ker imam toliko otrok, toliko več izkušenj, toliko več sem videla, tako da se mi zdi, da sem bolj v plusu, kot v minusu, tako bom rekla. Zelo predana mama, ampak verjetno si kot vsak normalno človeško bitje, kdaj želiš biti tudi sama, imaš kdaj čas prav samo zase, oziroma si ga vzameš? Ja, seveda, mislim, vsak mu pride tista žuta minuta, tako bom rekla, in vsak starš res, mogoče mu je bilo preveč, niso vsak dan otroci popolni, tudi jaz ne, ko jaz še ostanem na levo nogo, so vsi otroci ostali na levo nogo in taka 2 dneva, ko gre sta en za drugim, pač rečem, ok, zdaj pač res, pač rabam se malo zluftati, pač ne vem, grem tja, sam, ne vem, grem na trening, grem v shopping, to je moja terapija, no, tako da definitivno, in vsaka mamica bi se morala brez slabe vesti vzeti čas zase, definitivno. Samo, če se na hitro vrneva na začetek, ko smo se spraševali, kaj se zgodi, če zboli eden, a ga izoliraš, glede na to, da si delijo sobe, in ali si kdaj že vnaprej v stresu, ko veš, da imaš tudi ti pomembne obveznosti, pa se ti zdi, da bi lahko eden za drugim zbolevali, ker potem... Ne, se še ni zgodilo, da so vsi bolani. Niso imeli še rotavirusa 3 naenkrat? Ne. Rotavirusa sploh še nismo imeli. Nismo. In ni noben imel rotavirusa in moram res trkati, tako da kar se prehladnih obolenj tiče, pač pride do navadnega prehlada in to je to. Najhujše, kar je bilo pri Sergeju, ko je imel 5 mesecev in je fasu respiratorne. Tako, in smo bili v bolnici 10 dni takrat, ker je imel še poleg tega še en drug virus in takrat mi je bilo grozen in od takrat naprej je tudi... Kadarkoli sem rodila, so bili vsi otroci pač dlje časa doma, več kot 1 mesec. Za vsak slučajno. Tako, zdaj v nobenega nisem izolirala, vedno sem pač jih že od začetka učim, pač, da kašlja v rokav, da pač se odmakne malo, da pač ne pride zdaj k njemu in ga ljubčka in ga boža po glavi, ne. Pač, tudi v vrtcu jih učijo, tako. Meni razlaga vedno otrok, da so rekle vzgojiteljice, da je treba kašljati v rokav. Tako da... ne izoliram jih in zelo so se različni po imunskemu sistemu. Zdaj recimo ta Sergej, ki je imel RSV virus, je veliko bolj dovzetan od takrat naprej na respiratorne viruse in je prvi, ki bo začel kašljati. Potem recimo Viktor, on je zdaj na zadnjem imel dvakrat temperaturo, povišano temperaturo, to je to. In noben mu nič. Julijana nikoli ni prehlajena. Ta otrok je pač... Izjemno odporen. Tako. Vidiš, mene lahko imeti 6. Ja. Šalim podpišem. Ja. Ampak jaz pravim, da... Torej nisi še bruhala in skrbela hkrati za otroke. To se ti še ni zgodilo kot mami. Ne. Resna čestitke. Res ne. Pride tudi meni prehlad, ampak... Na srečo takrat, ko so vsi zdravi, no, tako bom rekla. Vsi podajamo med sabo, ampak ponavadi, ko je en zdrav, ta drug zboli, no, tako. Ni pa prehudo, da bi bili vsi skupaj bolani, ne. Tako. Da bi morala potem babica priti poskrbeti za celo družino. Ja. No, je pa babi veliko pomagala, to moram povedati, da po vsakem porodu je prišla moja mami k meni in je 1 mesec bila pri nas, ker 5 otrok, še posebej zdaj po 6, 5 otrok, ni mali zalogaj. En mora skrbeti za otroke, en pa mora skrbeti za hišo, ker jaz jih seveda učim reda in discipline in da pospravljajo za sabo, ampak to so le otroci in pač normalno, da ne zmorejo in ne znajo. Tudi meni zmanjka časa za gospodinjska opravila, tako da ja, in to je res lepo in jaz pravim, vsaka ženska, ki ima starše, taščo, ki ima možnost, da ji pomagajo, pač naj sprejme
pomoč, ker je to zlata vredno. Ker jaz vedno pravim, da tudi jaz sem se popravdo vedno odlično počutila, ampak če bi videla to rano na trebuhu, ki je v maternici noter, bi ležala konstantno. Ne. Ampak s to, kar ne vidimo, mislimo, ni nič hudega. Ne. Ja, tako da. Vesna, veliko omenjaš partnerja. Očitno se zelo spoštujeta, se imata rada. Kako bi opisala to vajno ljubezen, partnersko in starševsko? Kako vidva funkcionirata? Toliko otrok je vmes. Veliko pogovarjanja, veliko kompromisov, spoštovanja, ne krigava se. Pač res ne. Nama dvema, oba sva bolj umirjenega tipa, no. In nama dvema je normalno, da se ne moreva strinjati pri vsem in zato najdeva kompromis. Pač enkrat bo po njegovo, enkrat bo po moje. Stremiva k temu, da pač imava iste cilje, pač da otroci res odraščajo v zdravi družini, da vidijo ljubezen med nama, da sva midva pomembna še vedno, midva sebe še vedno postavljala na prvo mesto in ko se pogovarjava, ko vedno pride eno od otrok, ima veliko zapovedati, medtem ko se midva pogovarjava in vedno rečem, počakaj, z očem se pogovarjava. Pa če se objameta? Ja. Se pride vsi objet? Ja. Definitivno. Po možnosti vmes. Ja, to je recimo v tej fazi zdaj Nikolaj, pa Sofija, ne, se pravi 2 pa 3 leta stara sta. To se kar urivajo vmes in je simpatično tudi tisto njihova to ljubosumje, ne, ker vseeno hoče mamico imeti samo zase, ne, ampak pravilno je, da vidijo, da pač partnerje sta tista, ki boste ostala, pač vsi otroci bo šli enkrat od doma, midva bova pa ostala, ne, tako da midva morava skupaj držati in delati za te otroke in jim dati primer, kaj morajo pač pričakovati od svojega partnerja, ko bodo enkrat odrasli, se pravi, nekako on daje vzor sinovom, kako se morajo obnašati do svoje žene, hčerkam pa, kaj morajo pričakovati od svojega partnerja, ne, tako. Kaj pa nestrinjanja pri vzgoji? Dogajajo se, logično. Se, seveda. Ampak kdo dva ponori, zakovne, ne vem, se tudi zgodijo ti trenutki šibkosti, ki jih imajo družine? Ja, jaz se vedno derem, pravi, za pridnimi otroci stoji mama, ki se vedno dere, ne. Jaz sem zelo glasna, ampak moram biti, tudi ko nisem jezna, jaz moram preglasiti 5 otrok, 6, ne. Ne, v hiši, hvala Bogu. Mi je kar smešno, no, zaradi tega, ker vedno, ko se začnem dreti, sem blizu kakšnega okna in pa Dejan reče prav, Vesna, da se prosim, te saj od okna umakne, ne, če se že dereš, da te ne sliš cela ulica, ne. Tako da, on je bolj umirjen in on ima njega bolj upoštevati, ko bom rekla. On bo sam rekel Sergej ali pa Nikolaj ali pa v pogledu, pa bo že mir, ne. Jaz bom pa 10-krat rekla, pa pač nobene, sploh ne šmerila, pa niti nič. To se nama isto. Ta pogled očetov, ali kaj? Sej prav. Ne, mame se tako investiramo, da potem ugotovijo, da ni treba nas vsako žogo, medtem ko oče vsake toliko in takrat je resno. Po moje, ker smo mame ves čas prisotne in ves čas težimo. Tako. Res težimo, to je res. Pa skozi neki, zdaj, če ne boš tega, boš pa to, a ne, ampak itak vejo, da od tega ni nič. Prazne grožnje, ne? Ja, točno to. Mislim, da smo se tudi same malo krive, ampak vseeno se je prav, da mama je tista, ki mora imeti nežnost, oči pa vseeno mora imeti disciplino, pa redno, tako bom rekla. Tudi to je razdeljeno, ne? Ja. Tudi to sta si zelo dobro razdelila, ampak Vesna, omenila si, da si vzameš čas zase in greš na trening ali pa v shopping, kot si rekla, da rabiš ta svoj trenutek, ne, miru. Kaj pa socialni vidik? Imaš prijateljice, imaš čas za prijateljstva, imaš čas za, ne vem, pijačo s kolegico iz osnovne šole? Brez otrok, seveda. Ja, seveda. To je lih to v tem dopoldanskem času, ko grem na trening, ko imam te stvari, si vzamem tudi seveda čas za pijačko, s prijateljico. No, Vesna, kako dobro si poznala svojega partnerja pred prvim otrokom, kako ga spoznavaš zdaj z vsakim naslednjim in
Ali upravičujete zdaj grdo rečeno tvoje pričakovanje tega, kakšen mož je, kakšen oče je? Vedno bolj ga poznam, se mi zdi, z vsakim otrokom sva, če lahko rečem, bolj gola en pred drugim. In se mi zdi, da se midva med sabo najbolje poznava in se midva med sabo najbolj zaupava. Vse, kar naju matra, vse si poveva en drugemu. Tako da je sigurno nad pričakovanje vse. Nisem si nikoli mislila, da bo. Ko smo bila par, se sploh niso pogovarjala o otrocih, on sploh ni kakšna družina, ne. Pa so se zgodili otroci in on je tuk šebi in tuk je tak srčen očka, da definitivno me je pozitivno presenetilo vse v tej smeri in samo sebe sem presenetila, ker Vesna pri 18 je bila ena žurerka, ker mi je pač bilo briga za cel svet, sploh mi niso zanimali fantje, pač nič me je bilo važno, da sem šla žurat, ne, in to, in pač, da bi mi res nekdo rekel, da bom imela toliko otrok pri 30, bi se samo nasmejala in to je to. Sta enako stara? Ja, on je 2 leti starejši od mene. Se pravi, oba zelo mlada starša. Tako. Pa kdaj žaluješ za tem svojim nekdanjim življenjem? Namreč starši pogosto razlagajo v teh tujih podcastih, ne, da imaš nekaj obžalovanja tega nekdanjega partnerstva in obžalovanja svojega nekdanjega življenja. To je zdaj drugo življenje, kot seveda Vesna pri 18, 20, 23 celo. Bilo je sigurno več svobode, lahko sem šla kadarkoli sem hotela, kamorkoli, ampak je bilo vse bolj prazno. Ni tega smisla, dejansko res, ko dobiš otroka, dobiš nek smisel. Pa ne, da se zdaj cel svet vrti okoli tega otroka, ampak popolnoma druga dimenzija, pač življenje popolnoma druge dimenzije, nekako veliko bolj ceniš vse, kar imaš, vidiš, da nekatere stvari, za katere si se sekiral prej, da so popolnoma nepomembne, tako da se z leti itak se tudi ti spreminjaš, postajaš bolj zrel in tudi prioritete se spreminjajo, tako da si ne predstavljam, da bi zdaj pri 30 živela življenje, kot sem ga pri 18. Ne. Tako da definitivno ne pogrešam in se pravim, in to je le zato, ker nisem pozabila na se, nisem mamica, ampak sem tudi Vesna in še vedno poslušam svoje želje, si izpolnim željo. Jaz recimo ne bom razumela, kaj ne pravijo, zdaj odkar imam otroke, ker gremo shopping, sam še otrokom kupujem, pač jaz ne kupujem samo otrokom, jaz sebi največ kupujem in vedno pravim, jaz sem največji finančni zalogaj v naši družini. In tudi lase si umiješ? Ja, to obvezno, ker to je pa bila prelomnica pri 3. otroku, ker sem si skozi penjala lase v čop in sem, rekord imela, ne vem koliko časa, da se nisem oprala las in sem rekla pač zdaj pa dost. In sem imela lase čez rid dolge, ne, in sem zašla postrič na paž. Ker ko imaš paž, si moraš skozi sprati lase. In takrat je bila tista prelomnica, kar se las tiče, no, tako da tudi to smo zrihtali. Vse se zrihta, Vesna, 6 otrok. Imaš, nista še rekla konec? Ne. Mislim, res ne razmišljava trenutno v tej smeri. Zdaj sem rekla, da se želim pač nekih posvetiti tudi malo svoji karieri, isto, ker vsakič, ko sem začela delati, je ful dobro zalaufalo se, ful strank, ogromno, pa sem bila že noseča in pa me stranke klicarijo, Vesna, kdaj priješ nazaj, je stran korekcijo, ne. Tako da zdaj se bom malo posvetila svojemu delu, tudi svojemu telesu nazaj, da ga nekako učvrstim nazaj, da ga vrnem v tisto stanje, kolikor se le da, ki je bilo pred porodom, tako da in fokus bova bolj dala na naju, pač. Se grejo otroci prej spat, mi da si vzameva vsak večer zase vse, ampak vseeno pa še tudi nekam id, ne, tako da... Vikend v dvoje. Tako, imela so ga zdaj pred kratkim, ko sem imela obletnico in sva rekla, da bo malo več tega prakticirala, ampak ja, to pa zahteva, da nimaš majhnega dojenčka doma, ne, vsaj to, ker vseeno pravim, da, kakor sem že rekla, 6 otrok lahko čuvava samo mi dva. To je starejši, ko si bolje stresno in že moja mami, ki jih ene par ur počuva, je že čist na konc živci. Njegova mami, kolikor da je umirjena, verjamem, da je stresno tudi za njo, pač za vsakega, ker vseeno so tole vnučki, niso tvoji otroci. Že ko smo vsi pri nas, kaj je kakšna zabava rojstnodnevno, si pazili ga, in pač dej sproste se, vse v redu, ne. Niso njihovi, niso navajeni, mi da so navajeni na vsta šundar, oni pa ne, tako da je definitivno velika organizacija, tako da
si nekako delimo otroke, ne takrat, ko trije grejo k njegovi mami, trije k moji mami, ne, pa, ampak bova še malo počakala, no, da bo še malo večji, da bo lahko tudi malo več si prvo šla na enega časa. No. Vesno, zelo osebno vprašanje povezano s tem, da praviš, da se stvari zgodijo z nekim namenom. A to izhaja tudi iz kakšne religije, prepričanja? Ne, mislim nekako, oba sva verna, no, kar se tega tiče in nekako mislim, da je vse nekje zapisano, ampak vseeno zbiraš, po kateri poti boš šel, ne, imaš veliko opcij, zdaj pa kaj boš ti izbral, je vse odvisno, ampak nekako pa verjamem, da je verjamem v karmo, da se vse vrača in vedno gledava na to, da nasploh sva vedno pozitivna, vedno gledava na to, da se ne vtikava v druga življenja, ker v naju se jih veliko tika. Na začetku mi je bilo kar malo čudno, jaz sem res bila vedno srečna, nasmejana, vesela vsakega otroka, potem pa slišiš, kaj ti bo to kot otrok, a ste vidno normalna, kaj ti bo to, ne. In dejansko najprej se sprašuješ, pač, a je res nekaj z mano narobe, pač, ne, ampak zdaj sem pa že psihično na tem nivoju, da pač to izhaja iz nezadovoljstva drugih ljudi, no, tako da definitivno učim tudi otroke, da se ne obremenjujejo z drugimi, da delajo na sebi in če jim kdo karkoli kdaj grdega v življenju reče, da zdaj so oni tako rečejo, to, kar rečeš, to si ti, ne, tako da tudi pazijo, kaj govorijo in si ne vzemajo osebno nobene stvari. Ja, jaz mislim, da je to čudovit zaključek današnje ekstra epizode z ekstra mamo 6 otrok. Vesna, res najlepša hvala za tale pogovor. Ja, z veseljem. Bilo je super. Hvala lepa in tudi otrokoma, ki sta neverjetno zelo potrpežljiva. Se morajo biti pri tolikih. 45 minut potrpežljivosti. Ja. Bravo, wow, čestitke. Hvala lepa, dajte pa. Pa. Čau.